primestnih ljubljanskih občinah. Od 8 primestnih ljubljanskih občin so v prvem krogu dobili župane le v 3. V 5 primestnih občinah pa se bodo kandidati pomerili še 6. decembra. Medtem ko imajo v mestnih občinah večino bolj leve stranke, pa v občinskih svetih primestnih občin prevladujejo bolj pomladne stranke. Iz njihovih vrst pa prihajajo tudi županski kandidati, razen na Brezovici, kjer se bosta v drugem krogu pomerila sedanji župan iz Slovenske ljudske stranke in kandidat Liberalne demokracije Slovenije. Mislim, da nismo bili v enakopravnem položaju zaradi tega, ker je dosedanjšnji župan lahko izrabil svoje stvari, katere ima na občini, to mislim objavljene na internetu. Mogoče sem imel res prednosti, vendar te prednosti so mi dali ljudje pred 4 leti in potrditev mojega dela je pokazala tudi zdaj, ko sem dobil več glasov kot pa pred 4 leti. Vse primestne občine pa imajo še neporavnane račune z ljubljansko mestno občino. V 4 letih, odkar so se ločile od Ljubljane, jim namreč ni uspelo razdeliti premoženja. Vendar pa je Ljubljana namesto komisije za delitveno bilanco postavila komisijo za zaščito mestnega premoženja, kar je bil prvi oteževalni korak. Mislim, da bi morala pri tem država postoriti in napraviti naslednji korak in pospešiti delitveno bilanco, ker sami očitno se ne bomo mogli dogovoriti. Od novih županov se torej pričakuje, da jim bo uspelo sprejeti delitveno bilanco, kajti Ljubljana mora še vedno za večje premoženjske odločitve pridobivati soglasja vseh 8 primestnih občin. Društvo Ozara iz Maribora